En lep sončen poletni pozdrav. Julij je tukaj in nekako vse je v cvetju, veliko rastlin smo že nabrali. Danes vam pa vseeno želim predstaviti rastlino, ki je izredno medovita, tako da je dobra za čebelice in pa seveda tudi za nas, ne samo za njih. Priporočam jo, da jo imate v vrtovih, čeprav vem, da se precej razraste, ampak je kar nekako vsestransko uporabna, predvsem ker je znana najbolj kot začimba, ne toliko kot zelišče, ampak kljub temu zelo, zelo zdravilna rastlina. In to je, boraga oziroma boreč. Kot sem že povedala, nekako spada bolj med začimbe, kot pa med zdravilne rastline. Kljub temu je zelo zdravilna, predvsem zato, ker si lahko iz nje pripravimo tudi čaj in pa druge zeliščne pripravke. Drugače pa najbolj znana je, kot sem povedala, v kulinariki, predvsem listi, cvetovi. Pogosto boste mogoče videli, da z cvetovi borage okrašujejo razne jedi, medtem ko liste lahko preprosto uporabite v kakšnih solatah ali pa, ne vem, lahko jih tudi mogoče nekoliko pokuhate, saj so tako rahlo pikajo in pa malenkost so tako kosmati. Drugače pa boraga kot zelišče zelo deluje, bom rekla, protivnetno, nekako spodbuja znojenje, krepi telo. Če si pripravljamo čaj, pri čaju najbolj pogosto, za čaj si najpogosteje nabiramo te cvetoče vršičke, lahko kar cele vršičke, zdaj sicer ni več tako v cvetu polna, ampak mogoče taki pa je. Vzamemo celi vršiček in ga preprosto posušimo, medtem ko liste je najboljše kar sveže čim bolj uporabljati. Torej cele vršičke cvetne poberemo, posušimo in jih lahko uporabljamo seveda za čaj, pripravimo normalno kot poparek in to nekako v ljudskem zdravilstvu. Ta čaj je poznan predvsem kot čaj za pomirjanje kašlja in tudi, da nekako pomaga zbijati tole visoko temperaturo, vročino. Zelo poznano je tudi olje borage oziroma boreča. Tisto pa se pridobiva iz semen rastline in se uporablja predvsem za takrat, kadar nekako telesu primanjkuje hranil, zato ker vsebuje te omega-3 maščobne kisline, torej vse te aminokisline. Zelo bogato je torej z temi vitamini, minerali in zato ga nekako veliko bolj priporočajo starostnikom in pa seveda tudi nam, če nam primanjkuje kakršnihkoli hranil. Borago lahko tudi namočite v kis, torej tako kot delate ostale zeliščne kise, od bazilike, rožmarina, timijana, sivke, mete, lahko tudi borago namočite v kis. Ta rastlino, v bistvu poberete te vršičke cvetoče in jih namočite za nekje, kaj bom rekla, 3 tedne, ne na sonce, imejte to nekje v kuhinji na sobni temperaturi, nekje 3 tedne precedite in potem lahko uporabljate ali zunanje. Zunanje naj bi ta kis pomagal pri odpravi prhljaja, notranje pa zelo dobro znižuje raven slabega holesterola. Torej, zelo dobro čisti naše telo, tudi nekako ureja prebavo. Jaz mislim, da je tale rastlina ena
tistih, ki bi mogla biti na vsakem vrtu, na vsakem zeliščnem vrtu. Predvsem pa tudi zato, ker je izredno medovita rastlina, torej privablja vse te opraševalce in je dobro, da jo imate zraven kakšnega paradižnika, solat, kumar. Je pa res, da se mogoče nekoliko razraste, zato mora imeti svoj prostor, da pač ne zaduši ostalih rastlin. Tako, jaz vam želim en lep dan, pa se vidimo naslednjič.